Fantasy. Radio Fantasy. Darne ali ne, Pussycat Dolls in Basta Rhymes so bili tole Donča in smo bili zdaj nekje nazaj. Nekje nazaj v obdobju novega tisočletja, milenium, ampak zdaj smo na realnih tleh. Drugač, ta čas je bil v bistvu čas moje srednje šole. Ja. Ne. Srednja šola, kaj če bi se mi malo v šoli pogovarjali? Ja, no, mislim, mava dva strokovnjaka tukaj zraven sebe. Ja, dva. Šolski center Celje, direktor Mojmir Klovar, pozdravljen, dobro jutro. Lepo pozdrav iz šolskega centra, vesel sem, da ste nas povabili v vaš program. Ja, da rečemo kakšno, ne? In pa, bom rekel, svetovalna delavka Nina Jaklevič. Ja, jaz me bom kar Mojmir pa Nina klical, ne, spremite se z bolj tako. Evo, dobrodošli v studiu. Šuši, kar začni z zaslišanjem, sam da jaz nivoje nastavim glasnosti. V bistvu, vidva sta danes tukaj, ker, če se ne motim, jutri imate dan odprtih vrat. In zdaj boste malo povedali, oziroma vi, gospod Mojmir, vi ste direktor, pa boste vi povedali, čemu je ta dan odprtih vrat namenjen? Ja, torej ta dan odprtih vrat je letos v malce drugačnem formatu. Kar nekaj let, 15 plus let, bom rekel, smo imeli tako, da smo povabili osnovne šole, so pripeljali svoje učence, predvsem to pomeni zaključnega razreda, 8. oziroma 9. sedaj. No, zdaj smo pa se z svetovalnimi delavkami pri nas na šoli, oziroma na našem centru pogovarjali in smo ugotovili, da je ta format mogoče že malce preživeti in smo se odločili, da bomo ponudili dan odprtih vrat ne samo za učence, ampak tudi za njihove starše. Ker namreč danes izbira ustreznega programa za izobraževanje je precej pomembna in mislim, da naša dolžnost kot srednjih šol je v tem, da maksimalno ponudimo, kaj lahko otroci v času srednje šole spoznajo, kakšne so tudi njihove možnosti za nadaljne kariere, torej življenjske poti, in pa da jim to mogoče to izbiro ali pa to odločitev s tem ukrepom malce, bom rekel, s tem ali pa s to ponudbo malce olajšamo in da bodo na informativni dan, ki bo v mesecu februarju, odšli z lažjim srcem in bodo lažje se odločili že tudi takrat. Torej, ravno kar smo dobili odgovor, ne? A vi ste zdaj dan odprtih vrat naredili zato, ker boste ukinili informativne dneve, ali je to samo še en v bistvu bonus? To je bonus oziroma bom rekel bonus na drugačen način. To meni osnovna informacija ne bo bistveno drugačna, kot je bila v preteklih letih. Samo ciljna publika, ki jo nagovarjamo, to pot niso samo torej, učenci iz osnovnih šol, ampak dejansko tudi njihovi starši. In tukaj predvsem, jaz pravim, mi moramo zdaj zmotivirati starše, da bodo starši videli prednost in bodo se odločili za jutri popoldne, da namesto na sprehod v park bodo prišli k nam na center. In to jutri popoldne je od 4 do 6, oziroma od 16 do 18 ure. Točno tako. Nina, kje smo na 3 lokacijah ali samo na eni? Ne, na vseh 3 lokacijah. Torej, tam, kjer poslujejo naše šole šolskega centra, tam bodo tudi delavnice. Tako da vabljeni tako na šolski center Celje Pot na Lavo, Ljubljanska in pa Kosovelova. No, zdaj na 3 lokacijah, pazi to, en šolski center na 3 lokacijah, kar pomeni, da imate koliko oddelkov, če temu lahko rečem? No, vseh oddelkov na celotnem centru je 120 približno, eden gor dol, no, če bomo tako rekli. Ampak področji? Področji je pa 30 programov. Kaj si ti, no? In veliko dijakov. Letos je 3400 dijakov. Koliko pa lahko ponazorimo kot pri nekem zvočnem efektu prostorskega sounda 5+1? Kaj to pomeni? 5+1 pomeni totalna gneča. Kaj to pri vas pomeni? 5+1? To pomeni 5+1. To pri nas pomeni 5 srednjih šol in 1 višja šola. Pomeni, imamo gimnazijo Lava, potem srednjo šolo za gradbeništvo in varovanje okolja, srednjo šolo za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko in srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije. Plus višja strokovna šola, 4 programi. Se pravi, Mojmir je direktor, pod sabo ima pa še dejansko 6 ravnateljev, oziroma 5 ravnateljev, kak 6? 5 ravnateljev v srednji šoli in 1 ravnatelja višje šole. Pa je pa res gneča, veš? Ja. Mislim, da rabi še enega kapodibanda na vrhu, ne? Da vse to kruti. Sam res, kak pa to krutite? Mislim, ker že mi dva, ko smo sama dva, je ful težk. Tudi direktor naju dva težk kruti. V dobrem kolektivu so odnosi vedno v redu. In to pomeni, da se dobro razumemo, skupaj sodelujemo pri vseh odločitvah, pri vseh, bom rekel, načrtovanjih in kot rečemo kolegi šolskega centra Celje, kjer je tudi zraven še kolega Denis Kač, ki je vodja medpodjetniškega izobraževalnega centra, mislim, da delujemo zelo dobro. In jaz sem zelo vesel, da je tako dobra ekipa, s katero peljemo
gospod Gaber, bivši minister, je enkrat rekel letalo nosilko. Res izgledamo kot letalo nosilka z vrha. Torej, jutri dan odprtih vrat med 16 in 18 ur, dam eno za osvežitev, pa da bi ga neki splakneta mal grla. Še vedno se pogovarjamo o jutrišnjem dnevu odprtih vrat na Šolskem centru Celje. Direktor Mojmir Klovar, pozdravljen še enkrat, in pa svetovalna delavka Nina Jaklevič. Še vedno, ne. Pozdravljena. Zdaj bom Nina vprašal takole, ker direktor, to je ono, naviješ pa spustiš, ne, pa se težko ustavimo. Ampak vseeno, Šolski center Celje je eden največjih v Sloveniji. Ja, res je. Kot je že rekel prej gospod direktor, več kot 3000 dijakov, torej več kot 3000 možnosti za nova poznanstva in prijateljstva. Pa še drži, da imate pa največjo knjižnico šolsko? Ja, še vedno. Najbolje založeno, tako da spodbujamo tudi dijake, da so redni bralci in uporabniki naše knjižnice. No, jaz recimo na njihovem šolskem centru sem že bila, ampak sam tudi, ko sem šla na snemanje videospota od Šankrokov za pesem Metul oziroma za film. No, potem. Še to si bila na strehi, ne? Ja, sej, pač do strehe sem prišla, do učilnic ne. Ja. Jutri je odlična priložnost, da pridete pa še učilnice mogoče še lahko kak program naredim. Čeprav medijskega recimo sem že naredila, sicer pred časom še v Štorah, ko je bil. Zdaj ga medijski tehnik lahko v bistvu delate tudi pri nas. Šolskem centru Celje. Kje je to, na Ljubljanski? Ali Na Kosoveljoj. Na Kosoveljoj. Glazija. Ne, Glazija, ne. Ne, čakaj, To je na Kosoveljoj, ker je trojček šol, kjer je gimnazija Celje center, Alma po novem in pa srednja ekonomska šola. Malo naprej. Avtostroka, modno oblikovanje pa na Ljubljanski. A veš, to je tisto, ker zdaj že moramo študirati, če greš na srednjo šolo, na kjero greš, ne? Pa še pa lokacijo. Tako da vse lokacije imam jaz tudi napisane na naši spletni strani, kjer lahko v bistvu vse stvari najdete, tudi kaj se bo dogajalo, kje se bo dogajalo, kdaj se bo dogajalo. Mogoče ravno to Mojmir, dan odprtih vrat je tudi namen, da če si fokusiran na eno stvar, da lahko vidiš tudi druge stvari, se odločaš, pa mogoče, kot je Nina prej rekla, prideš bolj fokusiran na informativni dan. Točno tako. Namreč, ker v prejšnjem formatu smo imeli tako, da so se pač učenci bili žrebani ali izbrani na neko delavnico, kjer so bili približno 1 urco in so pač bili na moče tudi področju, ki jih najbolj ne zanima. Sedaj bo imeli pa možnost to, da bo izbrali tisto, kar jih zanima. In bo lahko pogledali ne samo eno, kot je bilo v prejšnjem formatu, ampak 5, 6, 7, oziroma koliko bo pač ujeli, če tako rečem, v 2 urah. Nina, evo pa mogoče čisto vprašanje za to stroko. Kako je zdaj, eno se odločajo učenci, eno se mogoče odločajo starši, kakaj je tu pomoč stroke? Ja, jaz vedno zagovarjam to, da lastni interes je tisto pravo in prvo vodilo. Seveda, kot bi rekla Mateja Zorko, ne, naša svetovalna delavka iz druge šole, starše je treba ubogati, njih pa treba čisto vedno ubogati. Tako da seveda nek kompromis, super je, da imaš podporo staršev pri svoji nadaljni karierni poti, je pa jaz vedno zagovarjam to, da izhajamo iz otrokovih želja in interesov, ker vemo, da učenci hodijo potem k nam v šolo, ne starši, ne. Starši so že svojo šolo naredili. Tako da interes otrok zagovarjam to na prvem mestu. Kaj pa, če so kakšne, bom rekel, nenormalne želje otrok? Kako pa to rešujete pol? Ja, potem pa s pogovorom, ne. Jaz vedno pravim, lahko poskusiš, ne. Ponavadi je tako, gimnazija je najzahtevnejši program, ne. Veliko jih pride tudi k nam, pa potem ugotovimo, da mogoče ne gre, potem pa rečemo, kaj pa sedaj, poskusil si, ni šlo, iščemo potem druge rešitve. Rešitev pa vedno obstaja, no. Tako da se vedno najde. Super, zato ste vi tam tudi, ne? Tako, svetovalne delavke smo zato na vseh šolah Šolskega centra za pomoč. No, vidiš, jaz ne vem, jaz se ne spomnim, ali smo mi imeli svetovalnega delavca? Verjetno smo, sem bila bolj pri ravnatelju v pisarni, kot pri svetovalnem delavcu. Jaz sem bila vedno tista, ta poredna. Fajn je, da najdeš nekoga, s katerim najdeš skupni jezik, ne? Pa če je to ravnatelj, tudi super, ne? Ne, mislim, tam so bile bolj druge, tam so bile že bolj kazni. Ja, no, prva stopnička smo pa potem ponavadi svetovalne delavke, no. No, evo, tako da, če imamo kakšne težave, se pravi najprej svetovalna delavka, pol pa upamo, da se to zaključi, ne? Ja, no, še prej mi zagovarjamo postopnost, ne, torej učitelj, s katerim mogoče imaš kakšen kratek stik, potem razrednik, potem pa svetovalna služba in potem na koncu, če je treba, upajmo, da ne, je pa potem ravnatelj, ne, oziroma ravnateljica. Okay.
Direktor, dajmo še enkrat povabiti na jutrišnji dan. Torej, vse vabim na dan odprtih vrat, popoldne od 16. do 18. ure. Vsi boste lahko spoznali, kaj delamo na Šolskem centru Celje, na vseh programih in verjamem, da boste lahko dobro izbrali, namreč ker verjetno poklic, katerega bodo ti kandidati za jutrišnji obisk upravljali čez 10 let ali pa ne vem koliko let, mogoče danes niti še ne obstaja. Zato je treba izbrati dobro, tisto, kar te zanima, kar je rekla kolegica Nina, da res zanima me, ne vem, stroka, zanima me družboslovje, zanima me naravoslovje, išči v tej smeri, kje lahko dobiš maksimalno znanje in pa pomeko osnovo za nadaljno karierno pot ali študijsko na univerzi ali pa pri delodajalcu. Okay. Hvala za obisk v studiu, bom rekel. Nina, bi še nekaj povedala? Ja, jaz bi sam želela, ker so se pojavljala vprašanja, če se je treba na dan odprtih vrat prijaviti. Ni potrebno, vabljeni vsi, med 16. in 18. smo na voljo. In to na 3 lokacijah. Na 3 lokacijah. To je treba poudariti. Na 3 lokacijah, 2 uri imate pa čas, da tudi greste mogoče od ene do druge, pa še vedno potem naknadno informativni dan, ker to ne pomeni, da ga ne bo. Ampak bo. Dan odprtih vrat plus informativni dan. Ja, pa še kar povabim poslušalce, poglejte si naše spletne strani, pofollowajte nas na družabnih omrežjih, tako da dobite vse uporabne informacije, vse posod na vseh kanalih. Smo prisotni, da smo bližje mladim. Ja, zdaj, hvala, še enkrat. Hotel sem zaključiti, Nina, s tabo, z vami, kakorkoli že, glede na številke, ki prihajajo, ker mi je ptičica nekaj prešepnila, Eno tako škorpionsko ptičko. Je bo neko ufiranje, jutri sem slišal, upam, da ne bo kak znak zmanjkal kje v mestu. Ne, jutri ne bo ufiranja, jutri bo samo veliko praznovanje. Ufiranje bo danes očitno. Še nikoli v življenju ni bilo toliko povabljenih na moj rojstni dan, tako da. Ne vem, če ste ga povabili, ampak zaključil bom z Janom Plesterjakom, ker brez njega ne gre. Zelo dobre ptičke prišepetevalke imate, ja. Ne moramo voščiti naprej, ker bo jutri lepo praznovanje, pa kot rečeno, tole ne bo popotnica do jutrišnjega dne. Hvala za povabilo. Hvala lepa. Radio Fantasy.